dela Simone de Beauvoir, ki je mnogo obsežnejše kot pričujoče danes, in je postalo to delo podlaga za premišljevanje iz tega historičnega smo poskušali premakniti v pozicijo oziroma premišljevanje o dogajanju v sodobnosti. Projekt Boomart se nekako bori oziroma zavzema za enakopravno zastopanost ustvarjalk na področju kulture. Nekateri med nami tukaj so v projektu tudi sodelovali in to je bila nekako spodbuda, da vzamemo žensko pisanje za osnovo, kajti to je ponovno ena izmed redkih priložnosti, hkrati pa pravic, ki so se ji piske skozi zgodovino zelo pogumno izbojevale. Tokrat je torej z nami Olympe de Gouges zame in mogoče za širšo javnost precej neznano ime, zanimivo pa toliko bolj, ker je dejansko šlo za izjemno pogumno osebo. Drugo spoznanje zame pa je bilo povsem šokantno dejstvo, da je francoska revolucija, ki jo tako opevamo po enakopravnosti, povsem spregledala polovico človeštva. Nažalost jo je ta bitka stala tudi glave, po mojem mnenju tudi zato, ker se je bojevala v javnem prostoru, kar je dejansko tudi danes še vedno največji problem. Sedaj bi pa se pravzaprav najprej zahvalila, kajti knjižica je šla v sodelovanju mnogih, in sicer revija Delta in festivalu Mesto žensk, ampak Društvu za kulturološke raziskave se zahvaljujemo, da so nam omogočili njeno brezplačno distribucijo. In s tem je tudi naš prvi cilj nekako dosežen. Širite, prosim, to publikacijo še naprej. In tu se zahvaljujem Evi de Bahovec, ki je tudi zapisala čudovito spremno besedo. Najprej bi tebe želela povabiti k nekemu uvodnemu premisleku k temu dogodku. Najlepša hvala za to možnost v tako odprtem prostoru, kot je Mariborska umetnostna galerija, ob taki širini dogajanj, premislekov, odpiranju mišljenja in novih možnosti na področju. Bom uporabila besedo feminizma. Bom pa pojasnila, kako in zakaj. Kaj je feminizem? Feminizem je definiran v našem jeziku kot nekaj, kar je povezano in ima opraviti z ženskami in moškimi. In prva definicija iz klasičnega slovarja SSKJ in tudi aktualnega slovarja na spletu je, to vsi vemo, gibanje žensk za enakopravnost, bi dodala, da je še marsikaj več kot to. Drugi pomen pa je pojavljanje ženskih lastnosti pri moških, na primer evnuhih. In tu smo zdaj na presečišču dveh slovenskih pomenov, mi in me, tu in zdaj. Dodala bi, da poleg vseh teh tako ali drugače prijazno ali ne tako prijazno definiranih, da ne rečem, evnuških feminizmov, obstaja tudi dolga zgodovinska tradicija, ki je povezana s poznim srednjim vekom. Christine de Pizan, eno knjigo O mestu dam. Nekak vrhunec pa je to gibanje, to novo miselnost, to novo odpiranje mišljenja doseglo v obdobju razsvetljenstva in v času francoske revolucije. Se pravi, bi vsem tistim običajnim predstavam o feminizmu, o tej problematični besedi in k problematiziranju te besede in tudi dogajanja v našem prostoru se seveda pridružujem. Ampak vendarle bi želela tej osnovni ideji, da gre predvsem za neko politično gibanje, dodati tudi, da gre za filozofijo.
za filozofijo razsvetljenstva, za obdobje razsvetljenstva, za vprašanje, kaj je razsvetljenstvo in nenazadnje za francosko revolucijo, ki jo je direktorica tako lepo vpeljala v našo današnjo razpravo. Kakšno lepšo vpeljavo, kakšen lepši uvod bi si pa lahko želeli in želele kot francoska revolucija. Na tem ozadju bi lahko seveda še nadaljevali preko konca 19. stoletja, ko se je beseda posebej uveljavila, povezana tudi z drugimi imeni, Bertin Auclert, Alexandre Dumas v Franciji in tako naprej, in v današnji čas, ampak najraje bi kar prepustila kolegice k besedi. Še prej pa bi vas seveda vse lepo pozdravila in vam zaželela že takoj na začetku vse najlepše za naš današnji praznik, ki je mednarodni praznik žensk, ki je revolucionarni praznik in ki ni nič takega, kot se zdaj že tudi poskuša najavljati in spreminjati v našem prostoru, kar bi lahko preimenovali v dan spolov. Jaz sem med drugim dobila vabilo na nek dogodek ob dnevu spolov. Mislim, da je to mišljeno bolj hudomušno kot kaj drugega. In torej še enkrat vsem vse najlepše, vse najboljše ob tem prazniku in nadaljujemo in medias res z uveljavljanjem pravic ženske in državljanke v vzgoji in izobraževanju, na delu, v politiki in tisto, kar nas predvsem zanima, v javnem življenju na področju feministike in filozofije in umetnosti. Najprej vzgoja in izobraževanje in bi, če morda lahko, Breda, kar jaz, povabim k besedi diplomirano pedagoginjo, magistro Darjo Rakovič, zdaj direktorico vrtca Zagorje ob Savi, med drugim je bila tudi voditeljica eksperimentalnega vrtca Stara Ljubljana in soavtorica vplivne knjige Šola in vrtec skozi ogledalo. In kaj naj rečem za 8. marec, draga prijateljica in podpornica. Izvoli, Darja. Najlepša hvala. Ne vem, s čim sem si tako uvod zaslužila. Upam, da ga vsaj delno upravičim. Hvala za besedo. Ja, izhajam iz področja, ki še kako vpliva na udejanjanje pravic žensk. Pa si bom sposodila besede iz te zgovorne drobne knjižice in sicer iz stanja nevednosti, govorim kar v imenu vzgojiteljice oziroma vzgojiteljic, hočemo izstopiti zato, da bi lahko otrokom nudile zdravo in razumno vzgojo. Smo pa v stanju, ko je kar nekaj tega, kar je za izpostaviti in problematizirati. Najprej naš poklic očitno zasedamo ženske v veliki večini, katerih ambicije so skromnejše, kot je zapisala dr. Bahovec. Naj to ilustriram z pogovorom, ki sem ga opravila pred kakšnim letom z dijakom, ki pač si želi opravljati poklic vzgojitelja, ampak je odkrito povedal, da bo o tem še temeljito premislil na podlagi izkušenj, in sicer želel je izkušnjo primerjave dela vzgojitelja z zaslužkom. Zanimivo izhodišče, ni pa najbrž naključje, da ga je izpostavil predstavnik moškega spola recimo med tistimi zainteresiranimi za poklic vzgojiteljice oziroma vzgojitelja. Potem pa je še kar nekaj točk,
na katere bi želela opozoriti. Če kdaj se je v času korone izkazalo, da se v vrtcu, torej v vzgoji in izobraževanju in tudi kasneje v šoli, z otroki pač ne samo igramo, pač pa še marsikaj drugega. In da s tem, ko vrtec ni bil na razpolago vsem staršem, da smo verjetno onemogočili kar nekaj tako žensk kot moških pri upravljanju dela, ki so si ga izbrali. Predvsem pa menim, da zopet izkušnja iz vrtca, da je bilo bistveno več žensk. Zakaj tako trdim? Zato, ker že v našem kolektivu je redkost, da se recimo ženska odloči v primeru, ko ima lastne otroke, da kadar otrok zboli, ostane doma izmenjaje s partnerjem ali pa celo partner. To je dokaj redek pojav. Tudi višja sila, tako imenovana v času korone, skoraj nikoli se ni zgodilo. No, mogoče en sam primer bom tukaj izpostavila, vsi ostali pa pač potem na pobudo. Z moje strani, skratka, so ostale ženske z otroki, tako kot je to praksa doma. Njihovi partnerji pa so seveda morali opravljati nujno potrebno delo. Potem glede naziva samega. Na začetku sem povedala, da sem vzgojiteljica po svoji osnovni izobrazbi. Naj povem, da v listini, ki sem jo prejela, sem naslovljena kot vzgojitelj. Da sploh ne omenjam vsega tega nazivanja v javnosti. Vemo, da prevladujemo vzgojiteljice ženskega spola, pa vendarle se v medijih vsevprek in tudi sicer uporablja naziv vzgojitelj. Zanimivo. Akt o sistemizaciji delovnih mest, skratka, vsa delovna mesta so v moški obliki navedena, razen enega. To pa je perica. Tako da ne vem, kako vi to razumete. Sicer tudi je smešno, po drugi strani pa precej žalostno. Tako da jaz zaključujem z nekaj besedami oziroma z nekaj poudarki iz te že navedene, omenjene knjižice, in sicer menim, da je naloga vzgojiteljic se opirati na lastni razum, namesto na zunanjo avtoriteto, imeti manj skromne ambicije, izstopiti, tako kot sem na začetku povedala, iz stanja nevednosti, in se opreti predvsem nase in pa s tem vplivati na udejanjanje pravice žensk. To je zagotovo tudi naša naloga. Hvala. Lepša hvala, Darji. Mislim, Breda, da imaš tu ti še marsikaj za dodati glede teh nazivov. Drži. Jaz bi samo v tej priložnosti dodala, da tudi v naših sistematizacijah so vpisani direktorji, edini poklic in vsi ostali v moškem spolu, edino čistilka se pa je pojavila v ženskem. Tako da smo pri sistemizaciji z kolegico popravili še skupaj in vztrajali pri tem. V našem primeru smo se odločili, da vpišemo vse v ženski obliki, razen pa seveda potem v pogodbah, ko gre za prilagodili primerno spolu. Tako da
tudi meni se je zdel ta zelo nenavaden običaj, ampak seveda zelo zgovoren, katera mesta se tradicionalno ali pa kar tako samo po sebi delijo komu. In to je nekaj, kar že leta poudarjamo in se nekako kar ne more spremeniti. Ne. Smo pa, če lahko dodam, na Filozofski fakulteti upeljali ukrep, da se zdaj vsi dokumenti pišejo v ženskem spolu. Zato, da opozorimo na to problematičnost uporabe moškega generičnega spola kot tistega, ki velja enako za vse, če lahko tako rečem. In verjetno se spomnite, kako burne so bile diskusije v javnosti v tistem času, to je zdaj kakšno leto nazaj. Naš dekan se je moral zagovarjati na razne konce in kraje. Tema je prišla, mislim, da prav v srednji televizijski dnevnik Televizije Slovenije. Mimogrede lahko omenim, da sem danes zjutraj, Breda, če lahko dodam, malo po različnih programih pregledovala, kako in kaj na Planetu, torej program z nazivom Planet, so razpravljali o gibanju za posvečanje maternic. To sem prvič slišala in se mi zdelo nekaj novega za naš prostor. Na nacionalni televiziji so pa v okviru te oddaje Dobro jutro seveda delili vrtnice na Prešernovem trgu v Ljubljani in potem v nadaljevanju, torej malo, kako bi temu rekla, pa brkovali ob tem dnevu in v nadaljevanju posebej pozvali poslušalke in poslušalce, naj vendar ne darujejo za 8. marec samo rož, saj vendarle imajo ženske rade tudi čokolado in so preostanek te oddaje kuhali in mešali čokolado, moški in ženske. To samo mimogrede. Jaz sem mislila tisti trenutek, ko so rekli, ne kupujte samo rož, ne darujte samo vrtnic, kaj pa, ko bi kupili kakšno knjigo. Skoraj sem bila že prepričana, da bojo namesto vrtnic predlagali knjige. Pa sej to tudi morda za intermezzo, morda še preko čokolade pridemo še kam drugam. Morda pa naslednje leto predlagamo, da bi oddaji Dobro jutro brali deklaracijo Lampeguš ali pa še kaj drugega. Če smem, Breda, zdaj kar nadaljevati in predstaviti diplomirano filozofinjo Ano Pandur-Predin, eno naših najvidnejših ustvarjalk na področju sodobnega plesa, avtorico in soavtorico številnih predstav, pedagoginjo, organizatorko seminarjev in raznih šol in tako naprej, našo ljubo sodelavko, Mariborčanko Ano Pandur-Predin. Izvolite, Ana. Hvala lepa za besedo in hvala lepa za povabilo. Jaz sem ob branju Lampeguš v bistvu veliko razmišljala o tem paradoksu oziroma o paradoksalnosti feminističnega diskurza, o katerem govori tudi dr. Bakovec, in v bistvu o delitvi in definiciji tega prostora, tako kot je Breda prej zelo lepo povedala, gre za polovico človeštva. In gre za to, kaj si ta polovica človeštva vzame zase oziroma na kakšno razporeditev tega prostora pristaja. In sem v bistvu razmišljala ob teh nekih nekem dramaturškem loku odlomkov iz deklaracije, v bistvu o tem, da je dejansko preseganje te paradoksalne pozicije prav gotovo v številčnosti. V praksi, recimo v plesu, je dostikrat žensko telo definirano kot milo telo, kot lepo telo, kot estetsko telo, torej je to dojemanje še vedno na strani šibkejšega spola. In pogosto se sliši, pa ne samo v mojih krogih, ampak v splošnem družbenem nekem prostoru izjavo, jaz nisem feministka.
ne bomo delali feministične predstave. Torej obstaja dejansko nek strah pred tem, nek strah pred militantnostjo, nek strah pred tem, da bi se eventualno izgubila ta ženstvenost. Ne? In ko sem brala te odlomke, recimo prvega, na strani 8, povrni se k živalim, povprašaj elemente, preuči rastline in na koncu bežno poglej še v preobrazbi v organizirani materiji in vidi, ko ti ponuja možnosti za to. Išči, brskaj in razloči, če moraš spole v upravljanju narave. Povsod jih boš našel pomešane, povsod v skladni skupnosti, sodelujoč pri tej nesmrtni mojstrovini. Ker ona pač, tako se tule obrača k naravi, ampak seveda ne smemo pozabiti, da razvoj narave in družbe ni bil ne sinhron, ne analogen. In hkrati se potem zateče na strani 9 za to spol, ki je superioren po lepoti in pogumu v materinskih mukah, v prisotnosti in pod okriljem najvišjega priznava in razglaša naslednje pravice ženske in državljanke. In tukaj stopa v boj, torej se takoj postavlja v neko to pozicijo. Mi smo superiorne, ampak zdaj se bomo pa na ta način vseeno v nekem segmentu postavile v boj. Kar je absolutno upravičeno in potrebno. In gre samo mogoče za to, v kakšnem številu se podamo v ta boj in s kakšnim namenom. Torej v bistvu zavzeti nek prostor, odpreti si nek prostor, zarisati nek horizont dejansko za to drugo polovico človeštva. In jaz to proizvajanje v bistvu te spolne razlike, s tem, ko opozarjamo na njo, to, kar je v bistvu ta paradoks, o katerem govori tudi tako Lem Tagoš kot v bistvu dr. Bahovec zapiše, da v bistvu ti feministični paradoksi obveljajo za nekaj nerazumnega, za nekaj neracionalnega, ker če niso v dovolj številčnem, če ne nastopijo dovolj številčno, si zaslužijo seveda odmak z roko. Si zaslužijo pač, to je nekaj, to so neke histerije, norosti, neumnosti, kaprice, ženske kaprice, ki so povsem nepotrebne. Zato se mi zdi nujno, da se da v bistvu ustvarjalke, recimo, v mojem polju, da se zavedamo te svoje pozicije, se zavedamo svoje številčnosti in se zavedamo, da biti ženska v umetnosti ali pa ženska v plesu takoj odpira nek prostor bojišča, na katerem bomo težko zmagali, zato ker gre za skupni prostor, prostor kreacije in umetnosti je prostor človeške svobode, človeške avtonomije, kreacije. In je to napetost možno v bistvu, jaz mislim, pač preseči samo v skupnosti, v skupnostnem delovanju. Da se v bistvu izognemo tej poziciji danosti na mesto, kamor spadamo, tako kot je tudi lepo pokazala pandemija, tako kot je tudi Darja povedala, ker so ženske ostale zunaj, so ostale izven, smo se vrnile za štedilnike, k čuvanju otrok, in kjer se potem en majhen košček v celotnem diskurzu odpre za žensko umetnost, za žensko ustvarjanje, za prostor za žensko, ko pa v bistvu to dejansko zajema polovico človeštva. To mi je bilo tako všeč, ta prva Bredina izjava. In mislim, da se moramo sami zavedati, da gre res za polovico človeštva in da je feminizem neka naravnanost, človeška naravnanost, ne samo, ne nujno ženska ali pa naravnanost ene ozke skupine posameznikov, ampak je to en prostor, ki si ga moramo vzeti vsi in ki zaobjema ne samo naš spol, oziroma pač osebe ženskega spola, ampak celotno človeštvo in hkrati to potegne za sabo seveda tudi druge marginalizirane skupine, ker gre dejansko za zavzemanje
prostora, ki ga imamo in za nedovoljevanje tega, da se pustimo stlačiti na en rob nečesa, kar je žensko ustvarjanje, ženska umetnost, ženski poklic, žensko delovanje. Ampak da se pač poskušamo zavedati, da je to človeško. Toliko od mene. Odlično. Hvala za ta enkraten uvod. Pravzaprav z uvodi smo želeli pokazati na širino področja, torej od nekega zgodnjega izobraževanja v okviru vrtcev do plesa, mogoče področji, ki jih vsakodnevnem ne pomislimo takoj v prvi vrsti, da se nanašajo na kakšnekoli pravice. Koliko vidim, Tatjana še ni z nami, zato bi mogoče nadaljevali z drugim delom. Eva, se strinjaš? Da povabimo k branju študentke in sicer upam, da so vse z nami Dali, Azarija, Nina in Polona, ki bodo pričarale malo tega vzdušja skupinskega branja. Po eni strani je smiselno, da slišimo te besede oziroma pomagamo en drugemu slišati besede, hkrati pa potem v nadaljevanju po tem organiziranem delu vabimo vse, ki ste pripravljeni prebrati tisti stavek, misel ali pa člen, ki vas je najbolj nagovoril ali ga pa enostavno želite poudariti, ne glede na to, kje v knjižici se nahaja. Kajti prav tako je pomembno, da se iz tega udobja premaknemo v aktivizem in prav tako je pomembno, da slišimo individualne glasove. Hkrati bi vas pozvala oziroma vprašala, ali se vsi strinjate s tem, da dogodek snemamo. Če slučajno to ne bi bil za, naj zdaj dvigne roko in ga bomo nekako nanizali v program kasneje. V tistem sproščenem... Ampak, če lahko dodam, morda tudi skrijejo svojo sliko, recimo, lahko tudi tako rešimo problem, ne? Če gre za podobo. Ja. V tem nadaljevanju sproščenega branja bomo poskušali ubrati, ker pravzaprav gre za eksperimentalni performans, metodiko, da bom brala imena tako, kot so se mi razvrstila po ekranu. Hkrati upam, da ne bo preveč zmede in seveda, da se bomo znali dobro poslušati ena drugo in en drugega in da se bomo vsi zvrstili pri tem. Sedaj pa prosim do- in podiplomske študentke študija psihoanalize s feminističnega vidika, da pričnejo z branjem. A smem jaz samo toliko poseči, Breda? Ja. Dogovorili, da prvi člen pa prebereš ti. Seveda, se opravičujem. Na svojo nalogo sem povsem pozabila. Hvala tudi za to čast. Mislim, da je to znana skupnost. Prvi člen. Ženska se rodi svobodna in moškemu ostane enaka po pravicah. Socialne razlike so lahko utemeljene le v skupni koristi. In zdaj kar z drugim členom nadaljujemo, če se strinjate. Tako. Kolegica Nanja Graseli. Torej, drugi člen. Namen vsakega političnega združenja je ohranitev naravnih in nezastarljivih pravic ženske in moškega, pravice do svobode, lastnine, varnosti in predvsem do upora zoper zatiranje. Tretji člen. Tretji člen. Dalje regent, izvolite. Tretji člen. Načelo vsake suverenosti se bistveno nahaja predvsem v narodu, ki ni nič drugega kot skupnost ženske in moškega. Nobeno telo, noben posameznik ne more izvajati oblasti, ki ne izhaja izrecno iz tega. Četrti člen. Svoboda in pravičnost sta v tem, da se odpovemo vsemu, kar pripada drugemu. Tako je uveljavljanje naravnih pravic ženske omejeno le z nenehno tiranijo moških.
Te meje se morajo spremeniti preko zakonov narave in razuma. Zakoni narave in razuma prepovedujejo vsa družbi škodljiva dejanja. Ničesar, kar ti modri in božanski zakoni ne prepovedujejo, ne moremo preprečiti. In nikogar ne moremo prisiliti, da dela to, česar ti zakoni ne odrejajo. 6. člen. Zakon mora biti izraz splošne volje. Vse državljanke in državljani si morajo osebno in prek svojih predstavnikov prizadevati za njegovo oblikovanje. Zakon mora biti enak za vse. Vsem državljankam in državljanom, ki so pred njimi enaki, morajo biti enako dostopni vsi častni nazivi, položaji in poklici v skladu z njihovimi sposobnostmi, vrlinami in nadarjenostjo. 7. člen. Nobena ženska ni izvzeta, obsojena, aretirana in zaprta je v primerih, ki jih določa zakon. Ženske se pokoravajo temu strogemu zakonu, tako kot moški. 8. člen. Zakon odreja samo kazni, ki so nujno in nesporno potrebne. In nihče ne more biti kaznovan po zakonu, ki ni bil izoblikovan in razglašen pred kaznivim dejanjem in veljaven tudi za ženske. 9. člen. Vsako žensko, ki je bila razglašena za krivo, zakon strogo kaznuje. 10. člen. Nihče ne sme biti preganjan zaradi svojih stališč. Ženska ima pravico povzpeti se na morišče. Enako pa mora imeti tudi pravico povzpeti se na tribuno, če njeni nastopi ne motijo javnega reda, določenega zakonom. 11. člen. Svobodno izražanje misli in mnenj je ena najdragocenejših pravic ženske, ker ta svoboda zagotavlja zakonitost očetovstva. Zato lahko vsaka državljanka svobodno izjavi: sem mati otroka, ki pripada vam, ne da bi jo kak barbarski predsodek silil k prikrivanju resnice, razen v primerih izrabljanja te svobode, določenih z zakonom. 12. člen. Pravice ženske in državljanke morajo biti zajamčene, ker to zahteva splošna korist. Jamstvo teh pravic mora biti uzakonjeno v korist vseh in ne le v posebno korist tistih, ki jim je zagotovljeno. 13. člen. Dajatve za vzdrževanje javnega reda in stroške uprave so za ženske in za moške enake. Ženska sodeluje pri vseh tlakah, pri vseh napornih opravilih. V enaki meri mora sodelovati tudi pri delitvi položajev, poklicev, nalog, častnih nazivov in dejavnosti nasploh. 14. člen. Državljani in državljanke imajo pravico, da sami ali prek svojih predstavnikov ugotavljajo potrebnost javnih dajatev. Državljanke se z njimi lahko strinjajo le, če jim je priznana enako delitev ne le imetja, temveč tudi javne uprave in pravica določanja deleža, osnove, terjanja in trajanja davkov. 15. člen. Ženske, ki so se v dajatvah pridružile moškim, imajo pravico, da od kateregakoli javnega uradnika zahtevajo poročilo o stroških njegove administracije. 16. člen. Vsaka družba, v kateri varstvo pravic ni zagotovljeno ali delitev moči ni določena, nima ustave. Če večina posameznikov, ki tvorijo narod, ni sodelovala pri oblikovanju ustave, ta ni veljavna. 17. člen. Lastninska pravica pripada obema spoloma, ne glede na to, ali živita skupaj ali ločeno. Lastnina je nedotakljiva in sveta pravica vsakogar. Kot resnična dediščina narave ne more biti nikomur odvzeta, razen ko to zahteva zakonito ugotovljena javna potreba in v pogojih pravične in predhodne odškodnine. Hvala. Sedaj bi se pa kar premaknili v individualno branje, kasneje pa približno čez par minut pa morda še pozovemo k individualnim komentarjem, nekako za zaokrožitev in zaključek tega dogodka. Zdaj, če smem, Darja, še enkrat povabiti, Darja Rajkovič, še enkrat povabiti tebe.
Hvala. Nisem čakala, naj se tako izrazim, obdobja svobode. Enak pogum sem izkazovala v času, ko je zaslepljenost despotov kaznovala tako plemenit pogum. Mene je navdahnil ta stavek. Hvala. Pravice ženske in državljanke mora biti zajamčene, ker to zahteva splošna korist. Jamstvo teh pravic mora biti uzakonjeno v korist vseh in ne le v posebno korist tistih, ki jim je zagotovljeno. Mogoče nekoliko tog, pa vendar se mi je zdel bistven. 12. člen. Polona Mesec. Mikrofon, prosim, ne slišimo, če vklopiš. Se opravičujem, ja. Mene je nagovoril ta morda nekoliko daljši, pa tudi ne predolg opis tega paradoksa oziroma razkoraka med tem, da so bile ženske pravzaprav pojmovane kot nekdo, ki ima veliko moč v rokah. In sicer takole pravi Olem de Gouges. O ženske, kdaj boste spregledale? Kakšne prednosti vam je prinesla revolucija? Še večji prezir, še bolj očitno zaničevanje. V stoletjih pokvarjenosti ste vladale le moškim slabostim. In malo dalje pravi, zatekle ste se k vsem svojim čarom in niti najbolj neoporečen se jim ni mogel upreti. Strup, bodalo, vse jim je bilo pokorno. Predvsem francoska vlada je bila stoletja odvisna od nočnega upravljanja žensk. V ministrskem svetu za njihovo radovednost ni bilo skrivnosti. Veleposlaništvo, poveljstvo, ministrstvo, predsedništvo, papeštvo, kardinalstvo. Skratka, vse, kar pomeni moško neumnost, profano in posvetno. Vse je bilo podvrženo pokvarjenosti in častihlepnosti tega spola, ki je bil prej zaničevanja vreden, a spoštovan, zdaj po revoluciji pa spoštovanja vreden, a zaničevan. Ženski je zadostovalo, da je bila lepa in prijazna. Če je imela ti dve prednosti, so pred njenimi nogami ležala vsa bogastva. Pa vendar, ali si razum lahko prikriva, da so ženski vse druge poti do bogastva zaprte, da jo moški kupuje kakor sužnjo, da sužnja vlada gospodarju? Hvala. Nina Žnidaršič, prosim še vas. Ženska, prebudi se. Klic razuma se razlega po vsem univerzumu. Spoznaj svoje pravice. Hvala. Saša Bezjak, smem povabiti tudi tebe. Ja. Poroka je grobnica zaupanja in ljubezni. Poročena ženska lahko nekaznovano rojeva nezakonske otroke svojemu možu in jim daje imetje, ki jim ne pripada. Neporočena ima le eno bedno pravico, stari in nečloveški zakoni njenim otrokom prepovedujejo pravico do imena in imetja njihovih očetov in o tem ni bilo izoblikovanih še nobenih zakonov. Hvala, Saša. Eva Bahovec. Najlepša hvala, Breda. Zdaj si me pa kar presenetila. Ampak moram reči, da mi je seveda v celoti zelo ljubo besedilo in toliko nekih mest, ki bi jih želela navesti. Najprej bi ponovila 10. člen, ženska, če se lahko pozmeš na morišče, potem tudi v Narodno skupščino, ti mora biti vrata odprta. Ampak morda pa samo tisto stavek, tisto vprašanje, tisto retorično vprašanje, ker se mi zdi izredna moč nagovora Olem de Gouges. In to je čas nagovarjanja, v času francoske revolucije, nagovarjanja ljudstva, nagovarjanja skupnosti, združevanja vseh in vsakogar. Tu smo onstran vseh teh morda malo preveč
bi rekla, politično klasificiranih feminizmov, ki naj bi bili liberalni, pa socialistični, pa anarhistični, pa tako naprej. Ne? Da smo tu na terenu, kaj ne rečem, zagovora filozofskega feminizma, razsvetljenskega feminizma in v tem okviru možnosti nekega drugačnega nagovora naroda, ljudstva, vseh nas. Tisto vprašanje se mi zdi še posebej povedno. Ne? Kdo ti je dal suvereno oblast, da zatiraš moj spol? Hvala lepa. Hvala. Brigita, UGM. Ja, jaz sem izbrala citat, ki je danes že bil enkrat predstavljen, ampak nič hudega, ne? Verjetno je že pomemben. Povrni se k živalim, povprašaj elemente, preučuj rastline in na koncu bežno poglej še vse preobrazbe v organizirani materiji in uvidi, kot ti ponuja možnosti za to. Išči, brskaj in razloči, če moreš, spole v upravljanju narave. Posod jih boš našel pomešane, posod v skladni skupnosti, sodelujoč pri tej nesmrtni mojstrovini. Super, hvala. Azarja Krseli, prosim še vas enkrat. Ja, hvala. Jaz sem pa izbrala citat iz Postambula, ki se mi zdi, da ima neko večno tematiko in mislim, da najboljše povzame zame vse to, za kar so se ženske borile in se še danes borimo, in sicer v vaši moči je, da premagate vse ovire, ki vam jih nastavljajo. Samo hoteti morate. Zelo res. Hvala. Suzana Jovič. Ja, jaz bom tudi nekaj, kar je že bilo danes prebrano, ampak mislim, da je v redu, če večkrat slišimo. Ženska, prebudi se, klic razuma se razlega po vsem univerzumu. Spoznaj svoje pravice. Torej, rekla bi, znanje je moč in ne razlikuje spola. Odlično, hvala. Samira, prosim še tebe. Mikrofon, prosim, če vklopiš mikrofon. Samira, ne slišimo te. Se slišimo zdaj? Ja. Živijo. Jaz sem zbrala odlomek iz začetka knjige in sicer: nikoli vas ne bodo obdolžili zakona, če boste skušali prenoviti običaje in dati svojemu spolu ves ugled, ki si ga tako želi. Na nesrečo novega režima pa to ni delo enega dne. Ta revolucija bo izvedena šele, ko se bodo vse ženske zavedale svoje ženske usode in izgubljenih pravic. Podpirajte, gospa, tako lep boj. Branite ta nesrečni spol in kmalu bo na vaši strani pol kraljestva in vsaj še tretjina preostalega. Se mi zdi zelo močen, zato sem ga zbrala. Odlično. Hvala, Samira. Jure, UGM, smem povabiti tebe? Ja, jaz bom prebral 16. člen. Vsaka družba, v kateri varstvo pravic ni zagotovljeno ali delitev moči ni določena, nima ustave. Če večina posameznikov, ki tvorijo narod, ni sodelovala pri oblikovanju ustave, ta ni veljavna. Hvala, odlično. Seveda je njen boj, Olympe de Gouges, bil zelo širok. Kot veste, je bila občutljiva za razne krivice, tudi je bila vneta borka za odpravo suženjstva, tako da ga lahko impliciramo mnogo širše. Sedaj bi pa še povabila v Peitil. Prosim, če vklopite. Ja, Barbara. Hvala. Barbara. Ja, bom tudi jaz nekaj prebrala, samo moment. Nikoli vas ne bodo obdolžili zločina, če boste skušali prenoviti običaje in dati svojemu spolu ves ugled, ki si ga tako želi. Hvala. Deja, UGM, smem prosit tebe. Prosim, če vklopiš mikrofon. Cela procedura še s temi slušalkami. Jaz bom prebrala 3. člen, ki se mi zdi tak... Mogoče samo malo glasneje, prosim. Aha, boljše? Ja. Okay.
Na čelu vsake suverenosti se bistveno nahaja predvsem v narodu, ki ni nič drugega kot skupnost ženske in moškega. Nobeno telo, noben posameznik ne more izvajati oblasti, ki ne izhaja izrecno iz tega. Super, hvala. Smem povabiti Urško, UGM? Uršo, pardon, UGM. Prosim, če vklopiš mikrofon. Sicer se bomo že tretjič ponovili, ampak ta stavek me je nekako najbolj pretresel, no. Nikoli vas ne bodo obdolžili zločina, če boste poskušali prenoviti običaje in dati svojemu spolu ves ugled, ki si ga tako želi. To pa zato, ker se je v zgodovini tolikokrat zgodilo, da so bile ženske prav zločina, prav zaradi tega obtožene v bistvu. Pravzaprav na nek način še danes, ne. Hvala. Dali še enkrat, prosim. Upam, da zdaj nisem tretjič, ko se mi smem povabiti k branju. Pravice ženske. Moški si sposoben biti pravičen. Ženska je, ki ti zastavlja to vprašanje, vsaj te pravice ji ne boš oduzel. Povej mi, kdo ti je dal suvereno oblast, da zatiraš moj spol? Tvoja moč, tvoje sposobnosti, opazuj stvarnika v njegovi modrosti, opazuj naravo v vsej njeni veličini, ki se ji, kot se zdi, želiš približati in mi pokaži, če si upaš primer takšne tiranske oblasti. Tudi opomba je fajn, od Pariza do Peruja, od Japonske do Rima, je po mojem najbolj bedasta žival človek. Hvala. Martin, smem povabiti vas? Aha, se ne slišimo? Nekdo z imenom Martin, smem povabiti vas? V tem času, Tatjana, bi prosila, namreč odzvalo se je veliko posameznikov in posameznikov, ki pa niso imeli v tem trenutku časa, med njimi tudi Maja Smrekar, ki nas vse spodbuja in pozdravlja, ki pa je pripravila posnetek svojega branja. Tatjana, smem prositi, da si ogledamo ta posnetek? Ne slišimo, jaz ne slišim. Kaj se sliši? Ne, jaz ne slišim. Prej se je slišalo, Tatjana, ko si mikrofon prižgala, mogoče moraš mikrofon imeti prižgan. Breda, preden se odpre posnetek, je treba nastaviti kljukico, da zvok z računalnika šeraš. Aha, Tatjana, ste slišali? Morate ven iti z posnetka, pa še enkrat pol kljukica spodaj, pa potem na posnetek. Kako ste rekli, ven iz posnetka sem šla? Ja, zdaj pa naredite share. Ja. Še enkrat. Zdaj pa preden kliknete, kaj šerate. Share computer sound, ne? Ja. Hvala lepa, ja, to sem pa zapila. Hvala. Zdaj pa upam bo. Moški. Si sposoben biti pravičen? Ženska je, ki ti zastavlja to vprašanje. Vsaj te pravice ji ne boš odvzel. Povej mi, kdo ti je dal suvereno oblast, da zatiraš moj spol? Tvoja moč? Tvoje sposobnosti? Opazuj stvarnika v njegovi modrosti. Opazuj naravo v vsej njeni veličini, ki se ji, kot se zdi, želiš približati in mi pokaži, če si upaš, primer takšne tiranske oblasti. Povrni se k živalim, povprašaj elemente, preučuj rastline in na koncu bežno poglej še vse te preobrazbe v organizirani materiji in uvidi, ko ti ponujam možnosti za to. Išči, brskaj in razloči, če moreš, spole v upravljanju narave. Povsod jih boš našel pomešane. Povsod v skladni skupnosti sodelujoč pri tej nesmrtni mojstrovini.
Samo moški se je okitil s svojo izjemnostjo. Čuden, slep, napihnjen znanostjo in izrojen. Hoče v tem stoletju razsvetljenja in modrosti v svoji najbolj ostudni nevednosti despotsko ukazovati spolu, ki je prejel vse intelektualne vrline. Uživati hoče sadove revolucije ter zahtevati svoje pravice do enakosti. Da ne rečem še kaj več. Ja, odlično, ne? Breda, a smem morda predlagati, da bi na tem mestu dali besedo kolegom, ki so se nam pridružili za naš praznik, če bi morda dodali kakšen drug vidik, kakšno problematizacijo, kaj v tej osnovni ideji o feminizmu kot filozofskem in razsvetljenskem projektu. Vidimo, da so izbrani tudi tisti citati, neki so zelo navdahnjeni s filozofijo, skoraj da metafiziko, mišljenjem, razmišljanjem o položaju človeka, če lahko dodam, in ženske v svetu. Ne vem, če smem morda kar direktno se nasloviti na kolega Hötzla, če je tu, ali kolega Rogelj morda, bi kaj dodala. Namreč mi se na Filozofski fakulteti v okviru študija filozofije, odkudar tudi naše študentke danes, veliko pogovarjamo tudi o tem, kaj pomeni razprava o ženskih pravicah in o feminističnih gibanjih za moški spol danes. Kaj bi se moralo spremeniti tudi na tej strani, če rečem s tvojimi besedami, oziroma jih v tem smislu razširim, prvi polovici človeštva. Morda tu nadaljujemo, ne? Tu imamo zdaj razsvetljenski nagovor k temu, da ne bi več moški zatirali ženskega spola. Kako bomo to razširili danes, preko vseh tistih pomembnih poudarkov, navezave na razsvetljenstvo, na revolucijo, ali se zavedate, kakšne prednosti vam je prinesla revolucija. Kje imamo zdaj možnosti apropriacije te dediščine francoske revolucije in razsvetljenstva v današnjem času? Kako razširiti te zelo pomembne, ampak vendarle prekratke raziskave, zahteve, osnovne poudarke, ki nažalost danes tudi pri nas prevladujejo, več žensk v politiko, spremeniti položaje žensk v zdravstvu in seveda na vseh področjih družbenega življenja. To je še kako pomembno, ampak hkrati pa ne smemo pozabiti na to širšo razsežnost, ki pomeni filozofsko refleksijo in kritičen odnos do sveta. In seveda ne proizvajati novih oblik izključevanja, ne v tem nagovoru žensk sprevrniti naše lastne nagovore, diskurze, ne nazadnje tudi prisotnost v javnem prostoru v neke oblike, ki bi lahko bile pa opresivne do ne moškega spola nasploh, ampak posameznikov, ki so še kako del našega skupnega gibanja, ki je hkrati gibanje za ženske in za človeka nasploh. Feminizem je razsvetljenski projekt, ki meri na univerzalnost. V času francoske revolucije so bili s tem povezani boji za pravice človeka in državljana in v filozofiji iskanje na vprašanja, torej odgovora na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. In to nas zanima, kaj je razsvetljenstvo danes. In zagovor pravic ženske v tem širšem kontekstu. Na eni strani osveščanje, in mislim, da je bilo zelo lepo videti že v dosedanjem branju in teh izborih in tem venčku, najbolj, kaj bi temu rekla, eksplicitnih nagovorov ženske, da gre tu za nek še kako potreben moment osveščanja. Hkrati pa to ni osveščanje kar tako, ni kar tako nek poziv ženska, zdaj pa prevzami krmilo države, Vprašanje, če bi se kaj spremenilo, če bi bila to zgolj ženska, ki ne bi v nekem širšem kontekstu razsvetljenstva, revolucije in tako naprej razmišljala. Če smem to dodatno, morda tu
lahko nadaljujemo, bodi si z branjem, bodi si s komentiranjem, ali pa s kakšno otroško igrico. Darja, spomnila sem se ob teh tvojih pericah na tisti popolni anagram v slovenskem jeziku. Perica reže, raci rep, morda se gremo z otroki igrati in na ta način problematiziramo. Ker če preberemo od zadaj naprej, je ravno tako perica reže, raci rep. Perica reže, raci rep v eni smeri in v drugi smeri perica reže, raci rep. Zdaj, ne, tudi te perice in tudi te čistilke, Breda, o katerih si ti govorila, na nek način, razumete, mora ta glas razuma seči do njih, ne, pa ne tako, da mi govorimo v njihovem imenu ali namesto njih, ampak da razširjamo to, o čemer se danes pogovarjamo, na vse mogoče strani in, kaj ne rečem, strani neba, tako je. Odlično, mogoče samo ponoviš vprašanje oziroma nagovor in povabimo koga. Zdaj ker se v bistvu zelo priklapljajo in klapljajo, so kolegi na nek način, med nami je še Žiga Brdnik. Mogoče vi želite kaj dodati? Ja, pozdravljeni, hvala za besedo. Pozdravljeni. Nič, jaz bi samo dodal, da v bistvu je super to branje Olimp de Gog. Profesorica Bahovec mi je že dala knjigo par let nazaj in me tudi mene navdahnila, tudi Mesto dam, tako da z veseljem prebiram. Mogoče z filozofskega vidika ne bi upal nekaj dodati. Mislil sem prebrati en odstavek, ki še ni bil prebran, se mi zdi. Izvolite, tudi to je super. Združite se pod praporom filozofije, pokažite vso moč svojega značaja in kmalu se bodo ti oholeži plazili pred vašimi nogami, vendar ponosni, da z vami delijo bogastvo najvišjega bitja. In v bistvu tako, kaj mene navdihuje, mogoče ta klic po revoluciji vseeno, da je tudi revolucija, v katero smo vsi vključeni. Jaz se zgledujem mogoče pri Rožavi, ne vem, koliko poznate, tam so ženske v bistvu prevzele družbo in se sredi sirske vihre ustanovile svoje bojne enote, vzpostavljajo sporedno ekonomijo, vzpostavljajo vzporedno izobraževanje ženske vasi in v bistvu pravijo, da ne bodo več spustile, da iz rok svojega prispevka k družbi in svojega enakovrednega položaja. Tako da upam, da se kmalu to tudi zgodi, ta povezava. Polagam upanje tudi in podpiram povezovanje žensk tudi z revolucionarnimi in političnimi angažmaji. Seveda, ja. Ne, Breda, da je Olimp de Gog izgubila glavo pod giljotino, ker na začetku so ženske lahko sodelovale v francoski revoluciji, v nadaljevanju pa ne več z raznimi argumenti. Olimp de Gog je izgubila glavo zaradi njene preveč bujne ženske imaginacije in v nadaljevanju kasneje Albertino Klerco obsojali, da je to čista blaznost, histerija, da hoče biti enaka moškim in tako naprej in tako dalje. Smem dodati, Breda, če dovoli, samo to, da s kolegom Žigom Brdnikom priliko predlani srečati na filmskem festivalu v Kranjski Gori, kjer je bil postavljen spredaj češki film in tudi izvrsten intervju z Milošem Formanom, ki tako lepo opisuje zgodovino vzhodne Evrope skozi film, skozi sedmo umetnost. In ob tej priliki je bil predstavnik, zbornik, ki ste ga, Žiga, mislim, da tudi vi so urejali v zvezi z, mislim, da je šlo, ne spomnim se točno naslova ta hip, ampak vsekakor ženske v slovenskem prostoru, v filmski umetnosti. A mogoče lahko še kakšno besedo dodate, Žiga, če smem prositi? Ja, hvala za to opombo. V bistvu smo predstavljali 17 slovenskih filmskih ustvarjalk, s katerimi smo delali intervjuje. Namreč tudi filmsko področje je zelo
moško prevladujoče, tako po kvotah, kot tudi v pogledu moškega v možnostih ustvarjanja, tudi v samem kritičnem diskurzu so norma neki moški filmi oziroma moška jeza in so dojeti bolj resno kot ženski. Mogoče še samo dodam, da smo že med tem nadgradili ta zbornik in zdaj ravno kar poteka feministični filmski festival, tako da lepo vabljeni na fefi.si, imamo filme v okviru 3 sekcij, torej gledamo v prihodnost, preteklost in sedanjost in danes ob 8 zvečer se tudi pogovarjamo z avtoricami 3 kratkih filmov, ki tudi so zelo močno sporočilni in tudi mislim, da bo se razvila zelo zanimiva debata, tako da lepo vabljeni. Super, hvala za to vabilo. Upam, da se bomo zdaj tako dosti, očitno imamo nekatere težave za povezavo, ker dobivam kar nekaj sporočil, da povezava ne deluje. Ne vem, Suzana, če lahko še kaj narediš ali pa kaj preverimo, ampak kar nekaj publike se ni uspelo pridružiti dogodku. Zdaj pa čist pred zaključkom bi želela še pozvati tiste, ki do sedaj sploh niso imele možnosti kaj prebrati ali pa komentirati. In v zadnji vrsti imamo še nekaj imen, bom najprej prosila vas k komentarjem in to je Eva Koprivšek. Ali je z nami? Zdravo. Aha, tu ste, ja. Izvolite. Hvala za besedo. Samo eno kratko misel bi prebrala bolj iz začetka knjige. In sicer, ta revolucija bo izvedena šele, ko se bodo vse ženske zavedale svoje ženske usode in izgubljenih pravic. Lep pozdrav vsem. Odlično. Podeliti. Petra, se slišimo, a bi želela z nami podeliti kakšno misel? Misliš mene, se slišimo? Ja. Se slišimo samo trenutek, saj ste že vse povedali in se mi zdelo odlično, ampak nekaj kratkega iz Postambule. Niso javne ženske tiste, ki najbolj kvarijo moralo, ampak salonske dame. Stavek, ki ga lahko beremo ne kakor hočemo, ampak na različne načine. Meni se je zdel dober poziv k temu, da moramo dalje oziroma globje kot od očitnosti in da moramo pravzaprav vsakič, ko katerakoli od nas pač lahko nastopa iz katerekoli pozicije moči, pač to moč uporabiti za to, da se borimo za svoje pravice in pravice vseh žensk. Hvala. A si želiš z nami podeliti kakšno? Bojana, se slišimo? Moraš klopiti mikrofon. Breda, zdravo. Zdravo. Hvala za vabilo. Vesela sem tega vašega dogodka. Zgleda, da je UGM v Mariboru tista nekako oslišna, središčna institucija, da še vedno tudi nekako ad hoc akcijsko pristopate k različnim, torej tako pomembnim tematikam za nas ženske. Ste pa prej videli verjetno najprej, da ne bom predolgo razglednico, ki sem jo postavila pred svoj profil, in sicer, da še obelodanim avtorja. Avtor je Amedeo Modigliani in naslov oziroma ta oseba ženska je pa grška kariatida iz Akropole. Torej. Sem pa razmišljala nekako, da ne bom ponavljala, v smislu, ko sem jaz bila študentka, torej pred 40 leti smo precej tematizirali in teoretizirali o razvoju. In takrat je bila recimo glede razvoja zelo pomembna diskrepanca med, torej, kar se tiče globalnega razvoja med severom in jugom.
In jaz sem nekako v tem smislu razmišljam tudi o poziciji žensk med severom in jugom. In se mi zdi, da je Slovenija nekako v tem precepu prav med severom in jugom in da v bistvu Slovenija v feminizmu, kar se mojega mnenja tiče, tudi glede na moje minulo delo, na feminizmu zelo zaostaja. Upam, da se v Sloveniji ne bo zaključilo vse v parafraziranju in pripovedovanju, kaj dobrega druge ženske počnejo, od Iraka naprej, Sirije in tako dalje, ker mislim, da je v Sloveniji ogromno akcijskega polja pravzaprav nekako zradiranega, dobesedno, in da ženske tudi ogromno prispevajo k cenzuri, ker si preprosto niso pripravljene si priznati, da so v kakršnikoli drugačni diskriminaciji žensk in tudi žensk predvsem med sabo, moške izvzemam iz tega diskurza, ker sem tudi osebno vseživljenjsko zelo orientirana na kritiko žensk med sabo. In bi pozvala mlade ženske, da pogumno nekako se začnejo ozirati okoli sebe in manj iskati krivca za vse te zgodovinske pozicije, ki nekako v Sloveniji pritegujejo mednarodno pozornost prav zaradi nekega poniževanja neljubega, ki pa meni osebno, ker sem tudi mediteranskega porekla in se čutim nekako povezana z to, kar je Tido, ki se vam predstavljajo, se počutim kot v precepu tega severa in juga. Tako da bi pozvala dekleta, ženske, ozrite se na jug, zato ker se prav na jugu na področju feminizma v zgodovini največ dogajalo, kar očitno tudi vi zelo rade pomnite in se spominjate in parafrazirate in pripovedujete. Tako da jaz bi želela resnično konec pripovedovanja in resnično z roko v roki naprej. Hvala. Hvala, Bojana. Mogoče še Eva, bi ti kaj dodala? Lahko zdaj, lahko na koncu. Mene je izvala ta, bi rekla, pravzaprav nujno opozorilo na to, da je prav Umetnostna galerija Maribor tista, kjer se odpirajo pomembne teme, tako za ženske kot za človeka nasploh, in da mene to izredno veseli, že več let sodelujemo. Jaz moram reči, da v ljubljanskih galerijah ne najdem neke volje, tudi ne nekega poskusa umestitve v širše teoretske tokove in tako naprej. Zanimivo je, imamo neke mainstream filozofske smeri, ki ostajajo gluhe za to, kar je bilo danes imenovano druga polovica človeštva. Jaz mislim pa, da poleg tega moramo dodati tudi neke drugačne smeri teorizacije, konceptualizacije, odpiranja mišljenja. Meni osebno je ukvarjanje z zgodovino feminizma in z vsemi temi temeljnimi deli, ki smo jih izdali in tako naprej, odprlo neko novo perspektivo, neko novo možnost, neko premestitev na neko drugo mesto pri samem ukvarjanju z filozofijo kot tako, z mainstream filozofijo, z kraljico znanosti. Zdaj zame ni več taka kraljica znanosti, filozofija. Ampak mislim, da je zelo pomembno, da se premikamo iz enega prostora v drugega, da imamo možnost na področju umetniških institucij in take galerije tako odprte in tako v dobrem pomenu besede vsestransko, kot je Mariborska galerija, da je to zelo dragoceno. In se že zdaj najlepše zahvaljujem za tako lep 8. marec, kot že dolgo ne. Hvala za te čudovite besede, pohvale. Seveda smo radi v tem povezovanju, ampak brez vas seveda ne bi, vseh vas ne bi uspelo, tako da potrebujemo tudi vse vas, ki se odzivate na povabila. Še 3 imena bi bilo nujno slišati, osebne glasove.
Še enkrat Lorenz Rogel, ali ste morda, se slišimo? Prosim vas, če bi kaj dodali. Ja, jaz sem že prej v bistvu, me je prekinil, pa sem, tako da zdaj se spet javljam. Ja, jaz mislim, da naši boji raznovrstni, kot so, delajo neke korake v pravo smer, kjer mislim, da je tudi možen nek splošen družbeni konsens. Mislim pa, da ni edini izmed problemov, ampak treba se je pa nujno ozreti na neko realpolitično situacijo, ki pa mislim, da tukaj z vsako novo idejo, ki pride v javni diskurs, v neko javno razpravo, izkoristijo zelo dogmatično, zato da nekako dopolnjujejo svojo politično identiteto, ustvarjajo neko umetno kontrakulturo na podlagi tega in hkrati pa opažam, da neki aksiomi, neki družbeni aksiomi, s katerimi sem jaz zrasel, se izrabljajo kot neko območje transgresije, ki v tem primeru deluje skoraj kot neka droga, kot neko mamilo. In jaz bi v bistvu prebral tale kratek odstavek, ki se glasi: povrni se k živalim, povprašaj elemente, preučuj rastline in na konce bežno poglej še vse preobrazbe v organizirani materiji in uvidi, ko ti ponuja možnosti za to. Išči, brskaj in razloči, če moreš spole v upravljanju narave. Povsod jih boš našel pomešane, povsod v skladni skupnosti sodelujoč pri tej nesmrtni mojstrovini. In mislim, da nam skoraj da ne preostane kaj drugega, kot vedno znova ponavljati našo razsvetljensko stavo na razum. Hvala. Odlično. Ne bom rekla, dobili smo zmagovalca med stavki, ampak vsekakor je to izhodišče k novemu premisleku, nekako povezuje vse naše branja tukaj. Še dve imeni, Tatjana Frangeš, UGM, ste tudi vi se pripravili? Boste sodelovali? Tatjana namreč podpira vse naše dogajanje v organizacijsko-tehnološkem smislu, ampak če želi, jo povabimo. Ja, hvala. Jaz bi opozorila, ali pa meni je današnji dan mogoče pomemben v nekem smislu socialnem. Torej, ženske, vsaj v Sloveniji se mi zdi, smo dosegle neko stopnjo enakopravnosti, po moje višjo kot mogoče na Zahodu. Najbrž izhajamo iz socializma. Neenakost med spoloma, vsaj plačilna recimo, je manjša kot je na Zahodu, ampak se povečuje. Volilno pravico smo dobili mnogo prej kot marsikje na Zahodu. Tako da, na kar bi opozorila, je na to, da se pa neenakost povečuje v Sloveniji in to izrazito. Zdaj govorimo o socialni, ekonomski neenakosti, pri čemer pa ne razlikujemo potem, ali podjetje ali neko organizacijo vodi ženska ali moški. Tudi ženske izkoriščajo ženske. In mislim, da je tudi to en del, o katerem bi se morali pogovarjati. Torej, o socialnem, kako biti solidarni drug z drugim, kako spet stopiti proti socializmu. V smislu, da si ne prilaščajo samo manjšine našega dela oziroma rezultatov našega dela. In pri tem, to, kar sem rekla prej, ženske pri izkoriščanju nič ne zaostajajo proti moškim. Tako da ženske bi morali biti vse tukaj mogoče solidarne, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da se zdaj izrazito kaže, da pridobljene pravice niso nam dane, so priborjene. In v naši soseščini ali pa ne ravno soseščini se zelo dobro kaže, kako hitro lahko ženske izgubimo pravice, ki se nam zdijo samoumevne. Če pogledamo Poljsko, kjer je splav praktično prepovedan, če pogledamo Hrvaško, kjer, ne vem, kolikor sem slišala, delajo splav na živo, ali pa zdravniki,
uveljavljajo, kako se reče, ugovor vesti, ne, v javnih bolnišnicah, potem pa doma v svojih stanovanjih opravljajo te iste splave. To je najbolj eklatantno. Vsak dan bi moral biti 8. marec, torej v smislu pravic, ampak tudi boja, po mojem, za te pravice. Ja, odlično. Hvala. Še drugi tak neposreden klic k boju oziroma nenehni, mene je tudi šokiralo, pravzaprav sem ves čas odraščala z mislijo, da so pravice priborjene za ves čas in za vedno, da je to neka stopnja v razvoju človeštva, ne? Ampak na novo, ne samo za ženske, tudi splošno za celotno človeštvo moramo ostati budne. Še ime Tanja T. Še Tanja T. Ali se slišimo? Ne vem, ali je... Vem, da imamo težave tehnične, vem, da se je ogromno, ne ogromno, ampak nekaj posameznicam ni uspelo pridružiti dogodku. Bomo pa pošiljali posnetek z vašim dovoljenjem, tako da lahko razširimo vednost. To ni prvi, ni edino branje, ni edini dogodek. Mogoče bi sedaj vseeno za zaključek, Eva, prosila še tebe, da napoveš še eden izmed dogodkov, ki sledi v tem mesecu. Na nek način pa s tem tudi želim se vsem res iz srca zahvaliti za odzivnost in za vaš prispevek. Hvala torej. Eva, prosim pa, če zaključiš to izjemno izkušnjo danes in napoveš še nekaj dogodkov. Ja, najlepša hvala za besedo. Jaz kar še ne bi zaključila, ampak ne bo več kot 2-3 minutke dodatnih. Ne? In sicer je res, da je več tehničnih težav bilo iz različnih razlogov. Želela bi omeniti tudi za danes napovedano sodelovanje magistre Tatjane Rozman. Tukaj je, pardon. Aha, se nam je uspela? Ja, tukaj je. Aha, potem pa še kolega Mihael Höcel, da bi še nekaj dodal k tej drugi perspektivi, če smem prositi, ja? Če imamo morda še nekaj minut. Imamo. Edino gospod Mihael se mi ne kaže na ekranu, če je mogoče z nami. Aha, evo, zdaj pa je. Ja, sem tukaj. Pardon. Jaz sem naredila malo zmede. Bomo najprej Tatjano Rozman, ki smo napovedali že od začetka, prosili za besedo, potem pa še vas, gospod Mihael. Lepo pozdravljeni, jaz opravičujem, ker mi ni uspelo kar precej časa se vključiti v razpravo in predstavitve. Torej, prihajam iz Celja in poučujem zgodovino, tako da bi mogoče res ob koncu izpostavila še en vidik zamolčanosti in neke drugačne vednosti, ki vedno znova, kot lahko ugotavljamo, pokaže, da je mesto ženske v zgodovinskem in kolektivnem spominu kljub vsem prizadevanjem nekje na robu. Kljub razsvetljenstvu in razvoju po njem, empirična realnost kaže, da niti slučajno ne moremo govoriti o napredku kot linearnem in nenehnem. In mesto ženske v kolektivnem spominu, na primeru Celja, če lahko mogoče izpostavim, iz Celja prihajajo 3 velika zgodovinska ženska imena, ki jih ne moremo ravno primerjati ne v času in ne po njihovi vlogi v zgodovini. To je Alma Karlin, ki jo zagotovo vsi poznate, in to je Barbara Celjska. S tem, da v zvezi z Barbaro Celjsko pozornost vedno prej usmerimo na Veroniko Deseniško, ampak mogoče
Barbari Celjski do zadnjega časa ni bilo veliko znano. Imamo pa še eno kraljico v srednjem veku, to je Ana Celjska, ki je postala poljska kraljica. No, ampak mogoče samo kot podatek za razmislek, v učbenikih za gimnazije, se pravi šolski program, ki izobražuje bodoče intelektualke in intelektualce, tam je Barbara Celjska omenjena v enem samem stavku, pa še ta govori o tem, da je bila pač soproga Sigismunda Celjskega, se pravi, je bila pomembna zaradi svojega moža. Alma Karlin je pa še hujši primer zato, ker sta učbenik za zgodovino 3. letnika gimnazije napisala ravno 2 Celjana, 2 doktorja zgodovinskih ved, ki pa Alme Karlin nista dodala niti v izbirni del, namreč ženske teme ostajajo v tem konceptu poučevanja vedno v izbirnih temah, medtem ko je glavni fokus vsebin najprej politična zgodovina, potem seveda gospodarsko-družbena. Če še ostane, se posvetimo morda kulturi, ženske teme pa so še dodatno na obrobju vseh možnosti, da bi jih vključevali v nek kolektivni spomin, ki, kot vemo, je osnova za tudi dajanje pobud zgodovinskemu raziskovanju, ki se večinoma odziva prav na pobude kolektivnega spomina. Tako da to mogoče z moje strani. Hvala, jaz bi samo dodala, žal kolegice več ni tukaj, Brigita Strnad, samo dodala bi, da je na področju likovne umetnosti v smislu pisanja učbenikov prav grozljiva situacija. Kolegica se je tudi pritožila, namreč sploh zastopanosti ustvarjalk sploh ni. Ta ženska ustvarjalnost ni zajeta, mislim, da niti z enim imenom, kar je dejansko že ponatvarjanje zgodovine in na tem moramo res zelo veliko narediti. Zdaj bi pa še povabili Mihaela. Pardon? Ja, če smem, glede na to, da je naš praznik, morda lahko malo bolj sproščeno. Hotela sem samo opozoriti, da ne vem, če ste opazili, da tu pravzaprav vzpostavljamo še neko 4. os, poleg križišča, in 3. imamo zdaj Maribor, Celje, Zagorje ob Savi in tako naprej. Upam, da v tem smislu nekih alternativnih poti, ki so hkrati poskus iskanja nekega drugačnega prostora. Ne gre samo za decentralizacijo, gre tudi za iskanje in premeščanje po prostoru, ne samo ženskih prostorov, ampak nekega drugačnega pristopa k samim možnostim razmišljanja in vprašanju, in s tem povezanem vprašanju, ki tudi sledi iz obdobja razsvetljenstva, osamosvajanja mišljenja, opiranje na lastni razum, avtonomija, osebna avtonomija, o čemer je govorila tudi Darja, in vse po vrsti, seveda, in hkrati tudi vprašanje, kaj je dober prostor za misliti. Jaz, če se lahko fizično ali pa vsaj virtualno premaknem v vašo galerijo, začnem razmišljati o drugih stvarih, neka druga vprašanja se mi zastavijo, ki mi drugače ne pridejo na misel. Mislim, da bo ravno na tem mestu lahko nadaljeval kolega Mihael Hecl. Izvolite. Sicer hvala lepa za besedo. Takšnega neposrednega izziva sicer nisem pričakoval, tako da bodite potrpežljivi z menoj. Sicer pa se zahvaljujem vsem skupaj tukaj sodelujočim za res zanimiv, ko naj rečem, dogodek za ta dan. In pa nekako mi daje misliti v resnici položaj tega aktivizma, recimo, ali pa te misli, kako misliti spolno razliko danes.
ker na nek način je bil od začetka tega boja narejen že precej velik napredek, ki pa je bil prej nekoč ta boj, razmišljam, nekako veliko lažji, ker je imel tako rekoč nek očiten cilj, recimo ženske pravice, torej izenačiti pravice žensk s pravicami moškimi in drugih in vse populacije, recimo. Ampak danes je pa ta očitni cilj nekako izgubljen, ali pa ne toliko izgubljen, kot pa zamegljen, zabrisan. Zdi se, kot da ni očitne, tiste jasne poti, ki je bila nekoč tako izrazita in ki je tako napajala gibanje. In tukaj se sedaj nekako pojavlja moje vprašanje, kako naprej, torej kako misliti spolno razliko danes in pa v prihodnosti. Zanimivo mi je bilo tudi, ko ste govorili, kako izkoriščanje ne pozna spola, tako rekoč, torej da izkoriščajo tako ženske, kot tudi moški za lastno korist. In tukaj bi se dejansko tisto vprašanje, kako zdaj naprej, torej kako nadaljevati boj, kako ga misliti, oziroma kaj je tisto, kar je še potrebno doseči. Recimo, všeč mi je bilo, ko ste izpostavili ena izmed recimo poti za naprej je ohranitev pravic, kar se dejansko pozablja, ko pravice dosežemo, torej da jih je treba vseeno vzpostavljati za naprej, da ni zmaga zgolj pridobitev te pravice, ampak da ta pravica, mislim, da je miselnost treba integrirati za naprej, da se te pravice obdržijo. Ampak morda se danes tale boj za spolno razliko morda preveč integrira v nasploh boj proti, kako bi lahko rekli, ekonomskem mestu človeka nasploh danes, ko se je znašel v tej hitri spremembi v globalni kapitalizem. Tako da tu bi bilo resnično potrebno razmisliti, kaj je zdaj tista ločnica med bojem za spolno razliko in pa za identifikacijo nekako mesta človeka nasploh v tem norem, hitrem svetu, v katerem se je znašel. Tako da to bi nekako bil moj apel za naprej, ali pa nekako moje misli, ki se mi Meni je zelo zanimivo poslušati mlado generacijo in sem res navdušena nad vsemi vami. Prvič, da ste se še enkrat res zavzeli in vaši pogledi so zame res povsem sveži in kar navdajajo, tako da mogoče združimo izkušnje z to svežino in mislim, da smo na pravi poti. Eva, še zadnja beseda? Ne vem, če ne bi kar tebi pustila, Breda, zadnjo besedo. Torej, še enkrat hvala vsem. Nekateri so nas že zaradi obveznosti morali zapustiti. Še enkrat... Breda, Bojana tukaj, jaz bi samo nekaj kratkega še rada rekel. Izvoli. Hvala, Breda. Spomnila sem se na eno zadevo, namreč nedavno sem spoznala eno gospo, nekaj let mlajša od mene, ki je kandidirala za županjo v eni izmed občin v okolici Ptuja. In se zdaj spomnim tudi, da sem v bistvu, ker sem dvojna državljanka, na Nizozemskem živela dolgo časa, ampak sem tudi doživela to, da je Amsterdam dobil žensko županjo. To je bilo prvič v zgodovini Amsterdama in glede na to, da je Amsterdam nekako gnezdo kapitalizma, se meni zdi in sem prepričana pravzaprav, da je to en zgodovinski precedens, ki bi mu morali tudi v Sloveniji recimo iz tega vidika, torej iz volitev, županskih volitev posvetiti nekaj več pozornosti. Zato pravzaprav pozivam. Se mi zdi, da bi bila situacija pravzaprav primerna, da bi nekako poskušali zbrati slovenske županje in jih malo poprašati,
o njihovi angažiranosti, torej ker so le spremljajo, poznajo vse politične stranke v občinah, se na njih obračajo tako ali drugače in bi bilo zelo dobro izvedeti od njih direktno, kakšna mnenja imajo o feminizmu, ali na tem področju osebno tudi kaj delujejo, ker v Mariboru recimo smo tudi nekako priča temu, nekemu mačizmu pravzaprav, ki ženske tako ali drugače izrinja, to pač se popravlja v zadnjih časih, ampak bi bilo pa zelo dobro slišati mnenja iz prve roke, torej iz teh župan direktno. Ja, zelo dober. Eva, še ti? Odličen izziv, ne? Izvoli, Eva. Kratko repliko, tu se mi zdi izredno pomemben poudarek, ne samo, da so biološko ženskega spola, ampak da malo poznajo določeno zgodovino. Nekaj se je, oprosti, Eva, nekaj zmrznilo. Ne vem, če vi slišite, jaz namreč Eve več ne slišim. Eva, lahko preveriš, kaj se je zgodilo? Zgleda, da je prišlo do prekinitve prenosa. Mogoče, dokler čakamo na Evo, ki bi vseeno prepustili teh zadnjih nekaj minut, bi še kdo kaj dodal? A bi morda še jaz lahko kaj dodala? Prosim, ja. Ja, in sicer kot odgovor navdihnila me gospa Rozman, in sicer, ko govorila o tem, kako v bistvu dva gospoda, ki sta napisala učbenika, nista omenila Alme Karlin in tako dalje. Bi se pa rada navezala na to, ker me je spomnilo, pred leti sem šla v opero, ko ni bila premiera, ampak sicer opera Fidelio od Beethovna. In je bil popolnoma novi operni režiser, ki je popolnoma moderen in je študiral v Brnu in so tudi zdaj zelo dobra prijatelja. In se spomnim, da je neka scena v operi, ko prikaže norišnico, umobolnico. In sicer, kaj je zelo posebno pri njegovi režiji, je to, da je ta gospod dal na oder same moške, ki so bili na različnih nivojih, ki so bili oblečeni v ženska krila, v mini krila in so se gugali kot norci. In se spomnim, da to je bil moment, ko je predvsem na višjem nivoju, v višjih ložah, so ljudje začeli iti ven iz opere in so fuj, to ni prav, to se ne moreš tako delati. In se spomnim, da so to bili, in to mi je bilo zelo... Prav, moram reči na nek način absurdno, to so bili, zdaj bom celo mogoče malo nesramna, ampak to so bili starejši ljudje, ki so se zavzemali, ne, Beethoven se mora prikazovati na takšen način, ker to je Beethoven. In kar mi je posebej bilo v bistvu všeč tukaj, in ker se mi zdi, da je tudi povezano z današnjim dnevom in predvsem psihoanalizo, in ko smo govorili o tisti histeriji, neki naj bi bila bolezen žensk, on pa je dal moške, moški je dal moške v ženska krila, in jih je prikazal kot histerične. In meni se zdi, naj bo to potem opozicija temu, da je moški se tukaj boril za pravice žensk in da so ti moški v bistvu lahko v umobolnici. Ker prav na to je bil point, da je on dal same moške v to sceno norišnice. Moški so tudi lahko nori. In prav zato, ker smo ženske nore, ker mi padamo v to histerijo, naj se oni vprašajo, kaj so naredili, da smo mi padali v to histerijo. Jaz mislim, da je vedno dobro vprašanje, zakaj. Kakšno je bilo okolje, ki nas je spravilo to. Tako da mislim, da je to v bistvu ena lepa kontrapozicija temu, da tudi moški se lahko borijo za ženske in osebno poznam tega gospoda in moram reči, da na področju operne režije in opere nasploh, ki se mi zdi, da v bistvu jaz opero dojemam kot žensko, predvsem samo stavbo, zato ker opera mislim, da je tako mnogoplastna, da moški nikoli ne bi mogel biti zares opera. To je zelo drzno izhodišče. Ja, ampak znova se vračam v tem in mislim, da je opera tudi nek tak hram, ki bi bil zelo povezan tudi z današnjim dnem in nasplošno ženskami. Tako da hvala. Odlično. Eva, malo smo te vmes gubili. Sedaj pa bi te prosili... Sem začela o kapitalizmu, pa Marksu, pa Engelsu, Simone de Beauvoir,
Morda pa zdaj kar to preskočimo. Pravzaprav hotela sem samo to dodati, da vsi ti apeli, ne pozabiti zgodovine, tudi ne socialistične zgodovine, tudi ne boljšega položaja žensk v naši državi, ki se zdaj spet slabša, ne, v aktualni situaciji. Temu bi jaz dodala apel ne pozabiti filozofskega in intelektualnega dogajanja v tistem času. Naših lastnih miselnih tradicij, ki so blizu vsemu tistemu, kar bi morali ohraniti. Ne? In to, kar se zdaj dogaja, izgublja se ta neverjetna proliferacija idej na področju filozofije, humanistike, intelektualnega, skupnega jugoslovanskega intelektualnega prostora, skupnega v dobrem pomenu besede, teoretsko dobrem pomenu besede. In se pod krinko tega, da je zdaj pa vse dobro, kar prihaja iz ne vem katere angleške univerze ali ameriškega establishmenta, novega establishmenta v filozofiji, moramo pa mi zdaj to prenašati k nam. Jaz moram reči, že te glasove slišim tudi od najmlajše generacije, oziroma posameznih pripadnikov in predvsem pripadnic najmlajše generacije, ki zdaj tudi na filozofski fakulteti apelirajo za to, da dajmo vendarle že stopiti v korak, kaj imajo tam na neki britanski univerzi. Ne bom povedala, kakšno je bilo stanje v Britaniji, ko sem šla tja na raziskovalno izmenjavo. Direktna primerjava položaja žensk, možnosti na vseh področjih pri nas in v Britaniji je ko noč pa dan, bom rekla, ko severni pa južni pol. Ne? Tako da vse tiste pozive danes iz razprave, jaz nažalost nimam vseh zapisanih, ampak se vam zelo zahvaljujem. Zato, da ohranjamo na eni strani neke pridobitve politične situacije, polpretekle recimo, in hkrati tudi teoretske, filozofske, feministične. Mislim, da je to, kar Breda ste delali pri tem projektu Womart, navezava na branje Simone de Beauvoir in njeno knjigo Drugi spol, izvrstno izhodišče za to. Tu smo, to, kar se je dogajalo v tem prostoru, zagrebški praksis, korčulanska šola in ne vem še kaj vse, je točno na tej strani filozofije in kritičnega mišljenja in kritične teorije, kjer je tudi Simone de Beauvoir. To je nekaj, kar sede v naš prostor. Ni naključje, da ste v tem umetniškem projektu skupaj brali Drugi spol. Morda nadaljujemo s tem, ne? Zdaj smo drugemu spolu dodali Olympe de Gouges, potem se pa spet vrnemo na Olimp, Simone de Beauvoir. Hvala, Eva. Predvsem vsem še enkrat hvala in preživite aktivno današnji 8. marec. Eva, mogoče samo še to, napoveš dogodek, ki ga pripravljate še v marcu? Če je še čas, z veseljem, ne? Ker na eni strani imamo 8. marec, ki je revolucionarni praznik žensk, mednarodni praznik žensk, in na drugi strani, kot veste, po tistem času, o katerem smo zdaj govorili, postsocialističnem obdobju, se je znova vpeljalo kot nekakšen protipol materinski dan, ne, bolj katoliško navdahnjen materinski dan. Tako da smo pravzaprav razmišljali, da v tem neksusu organiziramo feministični materinski dan 25. marca točno opoldan. Kje pa? Kako se lahko dogodku pridružimo? To bo pa hkrati na več koncih Breda. Lahko na filozofski fakulteti, lahko v umetnostni galeriji Maribor ali pa v kakšni operi, kot je predlagala najmlajša generacija, gremo z belo lučjo po dnevu iskat operne dive, ki se nam bodo pridružile. Morda pustimo to še odprto, kako in kaj. Vsekakor bomo nadaljevali s temi vseslovenskimi osmi. Zdaj vidim, da se nam danes pridruži tudi Ptuj, ki ga je kolegica omenila. Tu nadaljujemo. Ok. Še enkrat hvala vsem in aktiven dan. Hvala. Adijo. Hvala vsem. Srečno. Srečno.
Adijo.